spoštovani kolegi. Prekinil bom tradicijo, saj nisem pripravil PowerPoint prezentacije. Zato vam bom kot en skromno domestek povedal anekdoto jeseni 2014, ko se je izteklo prehodno obdobje po zakonu o uravnoteženju javnih financ. So morali visokošolski zavodi se odločiti, oziroma se morali izpeljati določilo, ki je določilo, da prekinejo delovno razmerje z zaposlenimi, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev. In ravno takrat sem se pogovarjal z akademikom Brankom Francom Jošefom Stanovnikom, ki je bil zaposlen na ljubljanski univerzi 50 let. In je nekako z grenkovom glasu ugotavljal, da je to ta upokojitev dokaz, da se je postaral. Ko je hodil v mestu kot mlad asistent ljubljanske univerze, je vse posod opažal starejši ljudi. Potem, ko se je konec 80-ih let vrnil iz tujine v Ljubljano, je opazil že manj starejših ljudi. Danes, takrat 2014, ko je pa prišel v mesto, pa starejših ljudi praktično ni več opazil. In ravno ta sklep o upokojitvi ga je spomnil na to, da je pa morda res že star. In zato je bilo to zame eno takšno občutljivo obdobje. Menjave v akademskem svetu so nekaj normalnega, prihajajo mlajši, starejši se upokojijo, tako da je to nek naravni proces. Pokojninski sistem je zamišljen tako, da bodo vplačevalci del plačanih sredstev, ko bodo izpolnili pogoje za upokojitev, dobili nazaj v obliki redne mesečne rente. Zato so posebej skrbno natančno določeni minimalni pogoji za prejemanje pokojnine kot socialnega transferja. Večina se veseli upokojitve, saj to pomeni prenehanje rednega dela, rednih in izčrpavajočih obveznosti in tudi možnost preživetja tako imenovanega tretjega življenjskega obdobja v miru. Ravno nasprotno pa je v akademskem svetu, kjer so se oblikovali drugačni standardi za upokojevanje. Narava dela omogoča posameznikom poučevanje in raziskovanje visoke starosti, kljub upadanju življenjske sile. Splošno znano je, da se s starostjo zmanjša možnost in pripravljenost za prilagajanje, sprejemanje novih spoznanj in trendov. In seveda tudi za soglašanje z reformami v visokem šolstvu oziroma s predrugačenjem vloge univerze oziroma širše raziskovalne sfere kot okolje za ustvarjanje novega znanja. Zaradi tega so visokošolske reforme praviloma spremljajo tudi širše kampanje za upokojevanje starejših profesorjev. Pri tem ne gre samo za politično-praktični vidik nadomeščanja starejših z mlajšimi, ampak tudi za pričakovano večjo uspešnost. Nedavna raziskava angleških raziskovalcev za območje Velike Britanije je na osnovi ekonometričnih kazalcev uspešnosti pokazala, da znanstvenik svoj intelektualni vrh doseže v obdobju od 5. do 12. leta po doktoratu, torej praviloma v 30 letih. Najprej svoj vrh dosežejo fiziki med 29 in 32 letom starosti, nato biologi in tako dalje, najpozneje pa humanisti med 38 in 42 letom starosti. Profesori in raziskovalci nato v akademski skupnosti ostanejo praviloma zaposleni še vsaj 3 ali 4 desetletja. Nanje se izvaja tako formalen kot neformalen pritisk za njihovo upokojitev oziroma za zasedbo njihovih delovnih mest. Razprava o starostni meji za upokojitev univerzitetnih profesorjev je latentno prisotna in dolgotrajna. Po letu 1990 pa se je začela oblikovati tudi sodna praksa,
na slovenski in evropski ravni v kontekstu prepovedi diskriminacije na podlagi starosti. Splošno uveljavljen standard za upokojitev univerzitetnih profesorjev, postavljen v 50 letih 19. stoletja na švicarskih univerzah, je bil 70 let. V slovenskem pravnem redu se je meja premikala med 65 in 70 let. Trenutno pa v Sloveniji ni starostne meje za obvezno upokojitev. Ustavno sodišče Republike Slovenije namreč maja 1995 za neustavno razglasilo starostno mejo za upokojitev v Zakonu o visokem šolstvu iz leta 1993, v katerem je bila meja postavljena na 65 let. Seveda ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev. Ustavno sodišče je zapisalo, da je to vprašanje sodi v okvir avtonomije univerze in visokih šol. Po mnenju takratnega ustavnega pravnika Franca Bestena, to pomeni zavezo za zakonodajalca, da tega vprašanja ne sme urejati, ker to sodi na polje univerzitetne avtonomije. Če pa pogledamo v širokem časovnem bloku, so bili univerzitetni profesori državni uradniki, zato je zanje kot prvotna podlaga, uporablja zakon o civilnih uradnikih. Prvi takšen zakon je iz leta 1923 in potem kasneje pa naknadno sprejeti univerzitetni zakoni. Prvi univerzitetni zakon je iz avgusta 1930, kot starostno mejo za upokojitev pa je postavil 65 let, z možnostjo podaljšanja do 70 leta starosti univerzitetnega profesorja. Takšno podaljšanje za 5 let, ki je odobril prosvetni minister na predlog univerzitetnega sveta, so profesori dojemali kot formalnost. Ko je prosvetno ministrstvo spomladi 1937 predlagalo upokojitev univerzitetnih profesorjev pri 65 letih ali 35 letih službenih let, in to je izzvalo burne proteste v akademski skupnosti. Univerzitetni svet Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani je na izredni seji aprila 1937 sprejel spomenico proti spremembi univerzitetnega zakona. Saj so to razumeli kot poseg v univerzitetno avtonomijo in rušenje ugleda univerzitetnega profesorja. Zakon o civilnih uradnikih imel tudi določilo o kazenskem upokojovanju državnih uradnikov, ki se sicer izjemno redko uporabljala za univerze. Za univerzitetne profesorje so veljali namreč drugačni, višji standardi svobode izražanja. Poleg tega pa so bili univerzitetni profesori sposobni svoje stališča artikulirati bolj umetelno. Na Ljubljanski univerzi je bil po mojih informacijah pričet samo en takšen postopek po kazenski upokojitvi v obdobju kraljevine Jugoslavije. In sicer zaradi omalovažujočega odnosa univerzitetnega profesorja ter predstojnika in zaradi neposrednega podpisovanja tega dotičnega profesorja s prosvetnim ministrstvom. Ta možnost kazenske upokojitve se je omenjala tudi spomladi 1932 in ob spornih rektorskih volitvah v začetku leta 1935. V prvem primeru je bila osnova komentar takratnega rektorja Alfreda Šerka o jugoslovanstvu, v drugem primeru pa neposredna komunikacija univerzitetnega profesorja Josipa Plemelja s prosvetnim ministrstvom. Prosvetno ministrstvo je v obeh primerih na podlagi informacij, bolje rečeno denunciacij, pričelo z uradnim poizvedovanjem, vendar se na to niso odločili za nadaljne ukrepe, saj bi takšno ukrepanje povzročilo burno reakcijo.
Duh določilo o disciplinskih upokojitvah se odraža na to v tako imenovani čistki na Ljubljanski univerzi po drugi svetovni vojni. Nova komunistična oblast je želela z Ljubljanske univerze, podobno kot je to poprej storila na Beograjski univerzi, sinhrono pa na Zagrebški univerzi, odstraniti dejanske in domnevne sovražnike nove oblasti. Kot je konec maja 1945 zapisal Milan Vidmar, takrat predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bivši rektor in kandidat za rektorja, oblast pričakuje čimprejšnjo ureditev personalnega vprašanja. Takratni rektor, zgodovinar Vilko Kos, pa je predlagal, da se postopek izpelje individualno in v skladu z veljavno zakonodajo. Torej drugače, kot je bil izpeljan postopek za ostale državne uradnike. Večji del državnih uradnikov je bil po osvoboditvi odpuščenih, nekaj jih je bilo postavljenih na razpoloženje, manjši del pa je obdržal službo. Čistka je bila prvi korak pri spreminjanju Slovenske akademske skupnosti po željah oblasti, ki je imela takojšnji učinek. To je odstranitev neljubih profesorjev in vnašanje nevira v akademske vrste. Dolgoročno pa je oblast želela vzgojiti novo generacijo, novo akademsko elito, zato je odkrito favorizirala prehod starejših profesorjev na akademijo, ob istočasnem nadomeščanju z mlajšimi. To je bilo v skladu s stališčem, ki ga je v prošnji za zaposlitev srednješolskega profesorja Jakoba Šolarja na akademiji izrekel predsednik slovenske vlade Boris Kidrič. Za znanstveno delo ja, za pedagoško ne. Podoben standard je bil uveljavljen tudi pri Maxu Samcu, univerzitetnem profesorju, ki je bil avgusta 1945 postavljen na razpoloženje, izgubil je pravico do predavanj in mentoriran diplomskim in doktorskim kandidatom. Smel pa je še nadalje raziskovati v svojem oddelku, ki je bil uradno del Univerzitetnega kemijskega inštituta. Ta njegov oddelek je jeseni 1945 prevzela akademija, naslednjo leto pa je stekel postopek preoblikovanja v inštitut, prvi raziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Preoblikovanje Samčevega oddelka je izjemnega pomena, saj je priprava statuta odražala pričakovanje slovenske oblasti, tako v smislu oblikovanja močnega znanstvenega središča v Ljubljani, kot določitve poslanstva novoustanovljenih raziskovalnih inštitutov na akademiji. Zato ne smemo biti presenečeni nad oceno Janeza Vipotnika, šefa ideološke komisije CK-ZKS, ki je v poročilu iz leta 1958 zapisal, da so se na akademiji uveljavile konzervativne tendence, seveda iz perspektive ideoloških meril partije, ne pa tudi v pogledu evropsko primerljivih znanstvenih meril in parametrov. Vipotnik je v tem napovedal obračun z nosilci teh tendenc. Čeprav je partija starejšim znanstvenikom dopustila, da so še naprej delali in jim omogočila primerne razmere za nadaljevanje kariere, jih ni nikoli zares prijela. Med njimi je bil tudi že omenjeni mednarodno priznani kemik Max Sanz. Zato lahko upravno reformo na velikih inštitutih akademije v letu 1958 z uvedbo družbenega upravljanja in starostno upokojevanje profesorjev na Ljubljanski univerzi razumemo kot načrtno menjavo generacij. Do naslednje takšne načrtne menjave pride v drugi polovici 80-ih let za izvedbo projekta 2000 mladih raziskovalcev. Menjavo generacij iz druge polovice 50-ih let lahko umestimo v sklop priprav na izvedbo visokošolske reforme po letu 1957. Če zakon o univerzah sprejet junija 1954 prepušča odločitev o upokojitvi univerzitetnih profesorjev, je novela zakona iz decembra 1955
odločitev v tem koraku dodelila delodajalcu. Zakon iz leta 1954 je dopuščal upokojitev univerzitetnega profesorja brez njegovega soglasja že pred 70 letom, če se je ugotovilo, da ne more upravljati svojih dolžnosti ali pa da je v moralnem pogledu neprimeren za univerzitetnega profesorja. Novela zakona pa je določila, da se profesorji le izjemoma obdržijo po izpolnjenju 70 let v starosti. V univerzitetnem svetu sta se oblikovala dva tabora. Večinski, sestavljen iz zunanjih članov, ki so nasprotovali podaljševanju zaposlitev za starejše profesorje. In so se pri tem postavili na stališče, da preteklo podaljšanje ni imelo pozitivnih učinkov, da tudi ni prišlo do vzgoja znanstvenega naraščaja. Seveda, notranji člani, predstavniki fakultet, pa so ravno nasprotno trdili, da bi se upokojitvijo starejših profesorjev nekateri oddelki preprosto prenehali delovati. Do soglasja ni prišlo med obema tabora, zato se potem so glasovali o vsakem predlogu posebej in to glasovanje je pokazalo razmerje moči. Prevladajo so zunanji člani, ki so bili za upokojitev v večini primerov in takrat so upokojili večino profesorjev, ki so bili na Ljubljanski univerzi od njene ustanovitve. In so bili stari vsaj 70 let. Kot sem prej povedal, je drug takšen večji poseg v akademski skupnosti projekt 2000 mladih raziskovalcev, ki je del širše strategije, dolgoročne strategije od 1986 do 2000. Temelji pa na oceni, da slovenska znanost zaostaja za tujino za dobrih 10 let. In takrat so bili tudi zelo negativni trendi zaradi stabilizacijskih ukrepov in so se sredstva za znanost zmanjševala. Na voljo tudi ni bilo deviz, zaradi česar se ni posodabljala oprema in tudi ni bilo novih razpisanih mest v akademski skupnosti. In na predlog akademika Roberta Vinca, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju raziskovalne skupnosti Slovenije pred hodnici Agencije za raziskovalno dejavnost, je potrebno povečati sredstva, obnoviti tehnično podporo in tudi obnoviti date. In to mu je tudi uspelo. Najprej v okviru srednjeročne strategije 1986-1990. V tem obdobju so se sredstva za znanost povečala in so v zadnjih 50 letih dosegla največji delež v slovenskem domačem proizvodu. Tako je takrat službo dobilo okoli 1000 mladih raziskovalcev, ki so bili tako za gospodarstvo kot za za akademsko skupnost. In takrat je tudi se pomladil Inštitut za novejšo zgodovino, takratni Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki se mi zdi, da je dobil 5 mladih raziskovalcev. Zdaj še pa zelo nakratko o ZUJF-u, zelo znanem ukrepu. Eno izmed osnovnih določil je tako imenovano prisilno upokojevanje javnih uslužbencev. In se je to splošno razširilo in se je splošno sprejeto, da gre za prisilno upokojitev. Dejansko zakon določa, da se prekine delovno razmerje. Kako se bo potem ta dotični javni uslužbenec odloči, ali bo v bistvu se nekje druge zaposlil ali upokojil, to je pa v bistvu njegova odločitev. V ustavni pritožbi, ki jo je v imenu Univerze v Ljubljani poslala varuhinja človekovih pravic,
pa so se postavili na stališče, da ZUJF krši avtonomijo univerz, poleg tega pa neenako obravnava oba spola. In ravno ta drugi očitek je potem Ustavno sodišče upoštevalo in je določilo, da morajo veljati enaki pogoji za upokojitev obeh spolov. Hvala za pozornost.